Kaj je največja grožnja lesenim objektom v Sloveniji? Glive, insekti, termiti. Termiti so v Sloveniji tradicionalno prisotni že stoletja, ampak do sedaj smo jih opazili predvsem v Piranu, ob morskih mestih. V zadnjem obdobju nas pa preseneča, da smo opazili več poškodb tudi novo zgrajenih družinskih hišah od hrvaške meje. Najbolj nas je presenetilo, ker smo v zadnjem obdobju opazili tudi v Brdih. Eden od večjih izzivov termitov je, da jih včasih naven niti ne vidimo. To je en kos lesa, hlod, kjer na videz izgleda relativno zdrav, če ga pa pogledamo z notranje strani, pa vidimo, da je povsem požar. Torej, tam les je izgubil večino mehanskih lastnosti in mi niti ne vemo na prvi pogled, da so termiti prisotni. Termiti se bojijo svetlobe, zato jih ne vidimo, ne slišimo in velikokrat jih opazimo, ko je že prepozno. Za tretiranje lesa, tistega okuženega ali pa predvsem napadenega z insekti, uporabljamo tudi mikrovalovno tehnologijo, kjer s pomočjo mikrovalov segrejemo les na 60 stopinj ali več in s tem ubijemo vse prisotne organizme v lesu in tako ustavimo njihov razkroj in razvoj. V Sloveniji so termiti veliki delavci in delavke, približno 8 do 10 mm, bele barve, zato jih v nekaterih primorskih krajih in pravijo bele mravlje, ampak niso v nobenem sorodstvenem povezavi z mravljami. Imajo podzemeljska gnezda, ki jih ne vidimo. Pogosto to gnezdo ni eno, ampak jih je več. Zato je te termite relativno težko uničiti v samih objektih. Ponavadi, ko nas povabijo, da mi pridemo na ogled njihove stavbe, je večina težav v klasično grajenih in tudi lesenih stavbah povezana z lesnimi glivami. Termiti še niso taka težava, večja težava so glive in posledica vode oziroma prekomernega navlaževanja lesa. Za ocenjevanje lesa uporabljamo najrazličnejše metode. Prva takšna metoda je merjenje vlažnosti lesa, kjer s pomočjo vlažnosti ugotovimo, ali so ugodni pogoji za razkroj lesa z glivami ali pa so tudi ugodni pogoji za prisotnost insektov. Potem naslednja metoda je rezistograf oziroma uporovno vrtanje. Vrtamo podobno kakor z vrtalko doma, baterijsko, tam kje je bolj mehko, tam je mogoče razkroj ali pa kakšna razpoka in to potem s pomočjo računalniškega programa obdelamo podatke in ugotovimo, kje je razkroj. Ker velikokrat je lahko razkroj tudi skrit v lesu in ga od zunaj niti ne opazimo. Pri izbiri doma moramo biti pozorni, ne smemo se vedno odločiti, vedno samo na podlagi najnižje cene. Nenapisano pravilo je, da se držimo uveljavljenih proizvajalcev. Še posebej moramo biti pozorni pri obrtniških delih, pri vseh, ki se kakorkoli ukvarjajo, povezujejo z vodo v hiši. Torej, da je gretje, vodovodne in kanalizacijske inštalacije, da so izvedene popolno, brez kakršnekoli napake. Beton odpušča kakšno napako, les pa napak ne odpušča. Lastniki se morajo držati navodil, ki jih dobijo od proizvajalca hiš, držati se morajo striktnega vzdrževanja. Če opazimo kakršnekoli puščanje vode, takoj odreagirati, ne čakati, da vidimo poškodbe. To je bistveno bolj ključnega pomena in tukaj je treba ljudi ozavestiti. Zdaj, pogosto se pa te težave z razkrojem pojavljajo tudi v objektih kulturno-zgodovinske dediščine. V Sloveniji je velika večina kulturne dediščine vsaj delno povezana z lesom in pri dediščini se moramo pa mi mogoče včasih malenkost več pozornosti posvečati ohranjanju, preprečevanju nadaljnjega razkroja. In vesel sem, ker smo v Sloveniji pridobili velik projekt s strani Evropske unije, ki nam bo omogočil nadaljnje raziskave v tej meri in prenos v prakso.